Slovenski demokratski stranki in v ženskem odboru Slovenske demokratske stranke nasprotujemo spremembam, kot so predlagane in pozivamo vse, da pridejo na referendum in glasujejo proti. Namreč po raziskavah in tudi sicer v slovenski družbi je družina na prvem mestu med vrednotami. Zato bi pričakovali, da se kakršnekoli spremembe na tem področju izvajajo počasi oziroma se o njih temeljito pogovorimo. Kot je bilo že povedano, je bil pred leti zavrnjen družinski zakonik in pričakovali bi, ker je bilo takrat odprtih mnogo vprašanj o tudi problemih družin, tudi problemih istospolnih partnerskih skupnosti, da bi se v teh 3 letih o teh problemih pogovarjali in jih tudi skušali odpraviti. Moj vtis je bil, da se takrat bo odprla razprava tudi o tem, da se bodo delale raziskave, da se bodo delale primerjave, da se bomo pač o teh stvarih pogovarjali in nekako skupaj prišli do nekih zaključkov ali pa dogovora, kako določene probleme rešujemo. Vendar se v resnici kaj takega ni dogajalo. Ves čas lahko spremljamo samo neko podtalno kampanjo za sprejemanje vseh vrst skupnosti. Mi, kot smo večkrat povedali, s tem nimamo težav. V času naše vlade je bil sprejet zakon o registraciji istospolne partnerske zveze, ker se zavedamo, da med nami živijo tudi ljudje z istospolno usmerjenostjo in se strinjamo in razumemo, da je pač potrebno poskrbeti tudi zanje oziroma urediti njihova razmerja tako, da so primerljiva ali pa podobna razmeram med možem in ženo. Vendar pa je že Ustavno sodišče povedalo, takrat, ko je presojalo zakon o istospolni partnerski skupnosti, da gre za podobno skupnost, torej podobno, ne pa enako. Zato tudi so predlagali, ustavni sodniki naložili, da se stvar podobno ureja, konkretno na področju dedovanja, ki v zakonu o istospolni partnerski zvezi ni bila urejena. Mi smo takrat se srečali z skupinami, torej z društvi, ki zagovarjajo istospolno usmerjene. Tudi z njimi se pogovarjali, na kakšen način uredimo te skupnosti. Z vsem seveda niso bili zadovoljni, ampak zagotovo je bil pa narejen pomemben korak, ki ga prej v 20 letih države ni bilo možno narediti in to pod mnogo liberalnejšimi vladami. Kot je bilo rečeno, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih nikoli ni bil spoznan za neustavnega. V nobenem členu se ni v tem smislu spreminjal, pač pa je bil za neustavnega spoznan zakon o istospolni partnerski skupnosti in v poslanski skupini SDS je bilo večkrat predlagano, da se zakon spremeni in se uredi tudi to na način, kot je predlagalo Ustavno sodišče. Ampak še enkrat, Ustavno sodišče je v svoji sodbi zelo jasno zapisalo, da je istospolna partnerska skupnost podobna zakonski zvezi, ne pa enaka. In v nadaljevanju, da enaka nikoli ne more biti, saj istospolna skupnost nikoli ne bo mogla imeti reproduktivne vloge. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je v več primerih odločilo, da poroka 2 oseb istega spola ni človekova pravica in da niso kršene nobene človekove pravice, o katerih pač zagovorniki istospolnih partnerskih skupnosti govorijo, torej da se jim kršijo človekove pravice. Ko vprašaš, katere človekove pravice se jim kršijo, pa seveda odgovora ni, kajti pravica do otroka tudi ni človekova pravica, tako kot ni zakonska zveza. Omenila sem že, da bi pričakovali širšo razpravo, več pogovorov, okrogle mize na temo problemov družine, problemov istospolnih oseb. Danes obstajajo skupine ali pa društva istospolno usmerjenih oseb, ki so proti torej spremembam zakona. Ampak seveda o teh ne slišimo nič in jih zadnje 3 leta
nihče ni vprašal po mnenju, tako kot mogoče tudi na drugih področjih, kar pa verjetno ob takih hudi razpravi, kot smo imeli takrat v Državnem zboru na temo družinskega zakonika, bi bilo nujno. In če bi se vsa ta leta pogovarjali o teh stvareh, imeli okrogle mize na to temo, bi verjetno že marsikater problem rešili tudi istospolnih oseb, ki opozarjajo, da imajo težave, marsikdaj, marsikje in najbolj smo kot družba, je prav, da jih urejamo. Vendar pa smo proti temu, da se posega v zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s katero že desetletja urejamo razmerja med možmi in ženami in njihovimi otroci. Ocenjujemo, da s tem, ko posegamo v to novelo, namreč stvar je danes korak dlje, kot je bila v družinskem zakoniku. Družinski zakonik je res v nekem delu urejal, torej družinske razmere in tako naprej, ampak ni bilo tako direktno, dana možnost posvojitve otrok, kot je sedaj, če spremenimo prvi člen tega zakona, torej, tretji člen. Zakonska zveza je zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, ker se pa potem vse, kar je v nadaljevanju tega zakona, nanaša potem tudi na istospolne partnerske zveze. Da stvar ni domišljena, kaže tudi to, ker v nadaljevanju ne spreminjamo nekih drugih členov, naprimer, da se zakonca odločata samo o rojstvu otrok, o rojstvu svojih otrok. Kako se lahko istospolna partnerja odločata o rojstvu svojih otrok? Cel kup drugih stvari, ki jih na nek način ne bo možno izvajati oziroma bodo potrebne nadaljne spremembe. Torej, ne moreš ti z enim členom, bi rekli takole na hitro, posežt v take korenite spremembe, kot bo to v nadaljevanju. Zveza med moškim in žensko je zato, ker ima to reproduktivno vlogo, ker je usmerjena v rojstvo novega življenja, končno o tem govori tretji člen, pomen zakonske zveze v zasnovanju družine, je v nadaljevanju, torej je deležna posebnega varstva in skrbi države. To izhaja potem tudi iz ustavnih členov. Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Če nadomestimo besedilo moža in žene z dvema osebama, vemo pa, da zagovorniki te rešitve, torej združenja lezbi, gejev, transvestitov in biseksualcev ne zagovarjajo samo zvezo dveh oseb, ampak tudi večjih oseb, razne spolne prakse in tako naprej, in v nadaljevanju zagovarjajo tudi teorijo spola. O tem sicer se danes nihče ne želi pogovarjati, čeprav, če boste pogledali njihove spletne strani, njihove aktivnosti, njihove delavnice, ki jih izvajajo po šolah, je pač teorija spola ena ključnih stvari, ki jo zagovarjajo in jo želijo tudi uveljaviti. In če naredimo 1, 2, 3 korake, bomo v nadaljevanju morali narediti tudi to, torej v šole uvesti, torej kot ustavno kategorijo določiti tudi teorijo spola, torej da si vsak lahko izbira spol. Obstajajo države, kjer je to že uzakonjeno 10 let ali pa še več, tudi o tem, kaj se tam dogaja, kakšne so posledice tega. Pri nas skoraj da ne morete slišati. Praktično je treba iskati informacije vse povsod, čeprav je ena od ustavnih pravic tudi pravica do informiranja in bi moralo biti zagotovljeno. Pa recimo se v vseh teh letih takih analiz ali pa podatkov, do takih podatkov ne moremo. Danes je dan boja proti AIDS-u. V Sloveniji je nekaj 100 obolelih, samo v zadnjem letu 36, od tega 25 moških, ki živijo torej z moškimi v istospolnih partnerskih skupnostih ali pa pač v takih razmerih, če jih niso registrirali, oziroma so se opredelili kot homoseksualci. In mi želimo zdaj, kot sem prej rekla,
homoseksualci, istospolno usmerjene osebe imajo cel kup problemov. Med drugim tudi to, da se prenašajo spolno prenosljive bolezni in imajo s tem cel kup težav, tudi zaradi tega marsikdo umre. Namesto, da bi se ukvarjali s takimi stvarmi in na tem področju kaj naredili, gremo v nek nov eksperiment in bomo v take rizične skupnosti celo nameščali otroke. Mi se seveda s tem ne moremo strinjati, prav tako je cel kup drugih podatkov o zlorabah posvojenih otrokov istospolne partnerske skupnosti v tujini in podobno, o čemer seveda naši mediji ne poročate in tega ne moremo slišati na naših televizijah in radijih in tako naprej. Ampak najmanj kar je, da bi bili seznanjeni s posledicami takih rešitev v nekih drugih državah. Zato, kot sem povedala na začetku, v ženskem odboru in v stranki, Slovenski demokratski stranki, nasprotujemo spremembam in pozivamo vse, da se udeležijo referenduma 20. decembra in glasujejo proti.